Z nami je Zoran Krstulović, strokovni direktor v NUK-u in vodja programskega odbora kongresa ZPDS. Današnja tema kongresa je bila knjižnice obvladovalke podatkov. A nam lahko poveste kaj več o tem, zakaj ste izbrali to temo? S to temo se v bistvu ukvarjamo že 2 leti in nekako je nasledi tem kongresov, ki smo jih obdelovali, obravnavali nekje zadnjih 15-20 let. Če se spomnite, začeli smo z informacijskimi viri, z vstopom v informacijsko družbo, z digitalno knjižnico. Vse te teme nekako slonijo na obdelavi podatkov. Seveda ne govorimo o tem, da je eno od temeljnih idej v knjižnici je bibliografska obdelava, kar pomeni prenos, strukturiranje podatkov, izdelava nekih orodij za iskanje po podatkih. In vse to skupaj nekako rezultiralo, oziroma smo postavili v ta kontekst sodobne družbe, v kateri je podatek neka surovina, neka vrednota, ki tudi poganja današnjo spletno ekonomijo. In seveda knjižničari smo velike tovarne podatkov. S pomočjo bibliografskih postopkov jih ustvarjamo, digitaliziramo, se pravi celotne fizične publikacije spremenimo podatke, vodimo evidence osebnih podatkov, pa še marsikaj. Se pravi, da na ta način lahko razumemo, da knjižnice vplivamo lahko tudi na nove poslovne modele v globalni ekonomiji. Seveda. Predvsem bogatstvo knjižnice v tem, da imamo strukturirane podatke, konkretno v knjižničnem gradivu. No, potem seveda imamo strukturirane podatke, ki so posledica digitalizacije, se pravi knjige imamo v digitalni obliki, časopise imamo v digitalni obliki, ohranjamo tudi spletne publikacije, to je čisto novo morje podatkov, ki je tudi strukturirano in vedno bolj zanimivo za bodoče raziskovalce. In seveda ves ta bazen je zanimiv po eni strani za raziskovalce, po drugi strani za uporabnike, ki vedno iščejo neke teme. Seveda zanimiv je tudi za spletne iskalnike, ki tudi potem mi se trudimo s to strukturo tam v to polje vstopiti, da nas lažje najdejo. Slišali smo danes, prva izbira vedno uporabnika je pri iskanju uporabi neki svetovni iskalnik. In zdaj, če nismo povezani z njim, s temi podatki, ki jih ustvarjamo, smo nekako izvan tega. Ne? Ja. Se pravi, da je naša prihodnost, kot kako razumemo na današnjem kongresu, da se knjižnice pravzaprav v ta morje spletnega okolja vržemo res z drugačnim načinom tudi delovanja metapodatkov. Ja, vse smo se že vrgli. V bistvu, če vidite, naša digitalna knjižnica Slovenije je odprta za spletne iskalnike. Torej, kdo neposredno, če išče, kaj pa vem, Ivana Cankarja, pride do digitaliziranih knjig, ki so na naši digitalni knjižnici. Tudi na svetovni ravni knjižnični katalogi se odpirajo. Govorimo o odprtih podatkih, o povezovanju med sebojnem teh podatkov, vse s ciljem, da uporabnik preko nekih splošnih orodij, splošnih iskalnikov, svetovnih iskalnikov prije do res kvalitetne in realne informacije. Moramo tudi to vedeti, da je povratna zanka, da tudi ti iskalniki spremljajo, kaj mi počnemo in potem nam ponudijo tisto, kar mislijo, da nas zanima. Spravijo nas v neki filtrirni mehurček in ti dobiš neki seznam podatkov, misliš, da je relevanten, pa je v bistvu izhaja iz nekih tvojih prejšnjih akcij. Ni objektivan, ni neutralen. In tukaj z odpiranjem knjižnih katalogov, z digitalnih knjižnic, tega, kar počnemo, lahko prispevamo neki večji objektivnosti tudi spletnih iskalnikov, recimo. Zelo zanimivo, Zoran, za nakonče, a bi imeli kakšno sporočilo za bralce knjižničarskih novic? Knjižničarske novice so sigurno naredile veliki korak v zadnjem času. Pa ne samo oblikovno, ampak tudi kvalitativno. Torej, za bralce mogoče to sporočilo, ker predvidevam, da so bralci knjižničari, publika, ki je to tista skupnost, ki je to njim namenjeno, da ne samo berejo, ampak tudi prispevajo. Se pravi, vse tisto, kar
doživljajo, o čem razmišljajo, če kam hodijo, pa kakšne nove stvari spoznajo. Dajte to, sporočilo je, dajte to vrniti knjižničarskim novicam. Naj vam to bo spodbuda, da tudi nekaj vi sporočite skupnosti. Najlepša hvala. Prosim.